Torej pozdravljene na današnjem dogodku, do katerega je prišlo na zanimiv način in ima tudi zanimivo vsebino. Namreč v zadnjem letu, dveh, pa že mogoče tudi malo dlje, se je na različnih koncih pravzaprav pojavila potreba po izkristaliziranju stripovskega izrazoslovja. Po tem, da imamo več skupne komunikacije, da bi se boljše razumeli. Potreba se je pojavila na področju kritike, potreba se je pojavila na področju medijev, potreba se je pojavila v učnih procesih. Mislim, da je zdaj na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje tudi nov modul o stripu, to nam bo malo Ciril povedal. In ja, tudi srečal sem zadnjič Damjana Stepančiča na parkirišču slučajno in je rekel, super, da se tole dela, zato ker jaz poučujem to zadevo in mi zmanjka besed. Nimam besed, enostavno so stvari, ki jih niti ne vem, ne znam jih poimenovati, pa vem, da so nekaj, ampak mogoče ne najdem pravih besed. In različni ljudje, mislim, da bomo, če bomo skupaj stopili, prišli do pravih besed, da jih vsak uporablja na svoj način, glede nekaterih se bomo pa mogoče morali malo poistovetiti. Ampak zdaj sem že zašel. In ja, seveda tudi pri produkciji založbe potrebujejo neko jasno izrazoslovje, kaj pomeni. Tudi kako poimenujejo svoje stripe, svoje stripovske izdelke oziroma izdelke stripa in stripu sorodnih sekvenčnih umetnosti, ker so ta poimenovanja včasih kaotična, včasih simpatična, včasih delijo javnost in tako naprej, marsikaj se dogaja. Skratka, in zakaj smo pa pravzaprav, drug moment, zakaj smo danes tukaj, je ta 10. obletnica, ki jo letos ima založba Vige Vage knjige in je posvetila kar nekaj strokovnih pogovorov skozi celo leto stripu in svoji 10. obletnici in so Anja kot nekako vodja založbe je prepoznala to potrebo v različnih segmentih in nas je probala tudi povezati. Hkrati bomo pa slišali, da se že nekaj na področju terminologije stripovske dogaja neodvisno, tako na Filozofski fakulteti kot v Slovenskem gledališkem inštitutu. Tako. In zato smo danes tukaj, da bomo izvedeli tudi kaj več o tem. Na začetku bi še povedal, da je današnji dogodek potekal v soorganizaciji Vige Vage knjig, Striburgerja, knjigarne Azil, sofinancira ga Javna agencija za knjigo, Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo ter oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana. Skratka, zelo različni akterji smo danes prišli skupaj in mislim, da je to nekaj, kar velja pozdraviti, to se ne zgodi ravno vsak dan. Moji sogovorniki, sogovornice bodo, pa bom tako na kratko samo po en stavek povedal o vsakem, potem bo pa tudi imel vsak nekaj minut, da pove o svojem projektu ali po svojem videnju teh vprašanj, zaradi katerih smo danes tukaj. Veronika Rot-Gabrovec iz Filozofske fakultete v Ljubljani bo povedala nekaj o pravkar zaključenem študentskem projektu, ki je trajal 3 mesece in v okviru katerega so že začeli nabirati stripovsko izrazoslovje. Potem na moji desni je Katja Štesel, ki je bila tudi zunanja mentorica pri tem istem projektu, drugače pa deluje kot kritičarka in je članica uredniške ekipe Striburgerja. Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, katerih terminološka sekcija, če sem prav razumel, nam bo na podlagi izkušenj pomagala priti do verodostojnega in strokovno zasnovanega terminološkega slovarčka.
kar smo zelo veseli, zato ker rabimo nekega mediatorja, se mi zdi med nami, ampak zdaj spet ne nekoga, ki bo samo spore gladil, ampak ki nam bo strokovno znal pomagati, da pridemo do nečesa kakovostnega. In potem Ciril Horjak, poznamo ga kot striparja, je pa tudi profesor na tej novi študijski smeri, ne? Ne, uradno mislim, da mogoče predavatelj, morda kot zunanji, ne smem, mislim, da tega naziva še uporabljati. Ja, se upravičujem. Čeprav kot doktorant smem izvajati 20 ur vaj pri enem predmetu. Okay. To pomeni, da bi lahko pri 4 lahko izvajal 80 ur skupaj, ampak morajo biti to 4 različni. To je pač predpisi. Okay. Dobro. In v okviru Slovenskega gledališkega inštituta je tudi nedavno sam pripravil nek mini stripovski slovarček, pa nam bo mogoče še kaj. Za Sandro Jenko sva to napravljajo. Dobro. Jaz sem pa Žiga Valetič, danes bom tole povezoval. Na področju stripa se pa trudim delati kot pisec, včasih kot soavtor ali celo založnik. Evo. Zdaj bi pa kar prosil Veronika tebe, če nam lahko poveš, kako je ta projekt na Filozofski fakulteti potekal, kako ste sploh prišli do ideje zanj in kaj ste pravzaprav dognali v tem procesu. Ja, najprej bom povedala, da jaz sem pravzaprav ena taka oseba, ki se pojavlja ne v stripu v okvirčkih, ampak v tistem medprostoru. Lahko kar takoj začnete razmišljati, kako ga imenujete med posameznimi okvirčki, ker pravzaprav s stripom samim zelo neposredno nisem povezana. Jaz sicer prevajam ene taka polstripovska besedila občasno, pa ukvarjam se z otroško književnostjo, tako da sem prišla, kdaj, gotovo do stripovskih besedil. Idejo za projekt je dala pa Katja. Izvirna ideja ni moja, oziroma bom rekla za ta del projekta, kar se tiče besedišča, je dala Katja. Ko je prišel študentski razpis za projekte, v okviru univerze oziroma pri nas na fakulteti, ko smo bili pozvani, da damo prijave, sem zato združila tisto, kar je bil Katjin del, to se pravi, da poskušamo zbrati čim več besedišča z področja stripa, ki ga uporabljajo sami striparji, ki ga uporabljajo tisti, ki so kritiki, ki ga uporabljajo tisti, ki strip berejo, ki ga uporabljajo tisti, ki se stripi ukvarjajo kot uredniki, založniki in tako naprej. Po drugi strani smo pa za IBI, za slovensko sekcijo IBI Slovenije, posneli 8 filmčkov predstavitev izbranih striparjev. To so študentje sami izbrali, selekcija oseb je bila, ki so jih intervjuvali, je bila njihova. Projekt sam zdaj pravzaprav še ni čisto končan, ker smo zdaj v enem takem pogovarjanju, da bomo mogoče še majčkeno podaljšali in tudi odgovorov pravih še nimamo. Smo se pa namenili vprašalnike, ki so pripravljeni, poslati tako striparjem, kot na založbe, kot ljudem, ki vedo, o čem govorijo, ko pišejo ali pa se pogovarjajo v stripu, ki so pri različnih združenjih in tako naprej. Mislim, da imamo čez 30 ljudi zaenkrat nabranih, Katja, kakor vem, ki jim bomo poslali, to je malo. Smo se pa trudili, da bi bili majčkeni iz različnih vetrov, ki pihajo po področju stripa, ravno zaradi tega, ker se zelo zavedamo, da terminologija trenutno tudi slučajno ni pač ne uporabljajo istih besed ljudje. Eno je tisti pogovorni jezik, ki ga uporabljajo likovniki, eno so izrazi, ki jih uporabljajo potem mogoče tisti, ki so prevajalci, ki se ukvarjajo s kakšno terminologijo oziroma s prevodi besedil, ki so nastala v angleščini ali pa recimo v francoščini. In mi bi radi čim več tega zajeli. Tako pogovornih izrazov, kot tistih, ki so že bili natisnjeni, ki so že na ta način prišli v korpus, recimo, uporabljenih besed, pa mogoče tudi kakšnih takih, ki jih pravzaprav trenutno šele ljudje, ki se stripom ukvarjajo, tako ali drugače uvažajo od drugod. Sem približno povedala. Super, hvala lepa. Katja, kako si pa ti prišla do te ideje? Kaj je tebe mogoče kot kritičarko gnalo, verjetno? Vidim, da imaš en krasen, zelo razvejen miselni vzorc, daj nam ga malo raztolmač, ker me zelo zanima.
Ja, v bistvu se je to pokazalo kot ena potreba čist iz praktičnih vidikov. Recimo pri pisanju kritik včasih veliko enega prostora namenimo temu, da pojasnimo neke stvari ali pa opišemo zgolj zato, da bi bili jasni, kaj mislimo, ko rečemo nekaj ali pa nek poseben izraz uporabimo. In tako sem v bistvu tudi študentom na tem projektu že na začetku povedala, da tule ne bo nobenega velikega teoretiziranja, ampak da rešujemo en čisto praktičen problem, oziroma se ga bomo zdaj počasi lotevali reševati. Zagotovo je pred nami veliko dela. Zelo sem vesela, da se bo vključila tudi neka zunanja stroka, ki ima že utečene metode, pač ki lahko predvidi neke zaplete pri takem projektu, kot je ureditev strokovne terminologije. Hkrati se mi pa zdi izredno pomembno poudariti, da stripovska stroka ne obstaja kot nekaj enotnega, ne obstaja kot nekaj, kar se v vsem strinja in da se pač sproti nastaja tudi stripovska stroka, medtem ko se ukvarjamo s poimenovanjem določenih stvari, zdaj na različnih ravneh, lahko so to neki elementi ali pa strukture ali pa funkcije znotraj stripovske forme, lahko so to neka poimenovanja za vrste in zvrsti. V glavnem, kakorkoli se mi zdi, da bi en tak projekt, kot bi bila vzpostavitev enega slovarčka terminološkega, lahko pripomogla k boljšemu delu različnih deležnikov na tem področju, od urednikov, založnikov, avtorjev, raziskovalcev, tako naprej. In da bi hkrati, s tem, ko se poenoti terminologija, izpade stripovska stroka vseeno malo bolj resno, oziroma smo se nekatere stvari že uspeli dogovoriti, če smo na tej točki, in ko ima kot taka več možnosti, da se pol vključi tudi v izobraževalni sistem. Posebej bi nas to zanimalo recimo na fakultetah in akademijah in da bi mogoče ena taka referenčna terminologija spodbudila nove pisce in raziskovalce, ki bi se lotevali pisanja in raziskovanja. Verjetno. Lahko samo nekaj še zraven rečem, ker je zdaj Katja že zelo dobro nakazala. Z našim projektom se mi zdi, da smo, vsaj jaz sem ugotovila, da se pravzaprav s temi stvarmi že kar nekaj ljudi ukvarja. Mi sodelujemo razen z IBM tudi s Triburgom zelo tesno. Seveda se je Katja, ki je naša delovna mentorica, spada tudi v ekipo Striburgerja. Ampak potem recimo smo kasneje izvedeli, ko se je že projekt začel, da teče tudi pri Slogiju en tak projekt. Mi smo že od začetka obvestili Center za ilustracijo, da bomo to želeli prijaviti kot projekt in ko smo ga dobili, smo jim povedali in smo rekli, da bomo z njimi pač delili karkoli bo, če bo karkoli to zanje tudi koristnega in tako naprej. Ker se mi zdi, da je zelo pomembno, da se vsi ti otočki, zdaj ne vem, združili se v eno celino najbrž ne bodo, ampak vsaj eni taki mostovi zelo močni, pa morajo biti med njimi, ki bodo zelo dobro prihodni in da bomo vsi vedeli, kaj delajo na drugih otočkih. Ker se mi zdi, da smo zdaj tekom projekta odkrili, da pravzaprav mogoče vsi, tudi tisti, ki so krepko že na področju stripa zabredli, mogoče ne vejo čez dobro, kaj se dogaja pri sosedu. Ja, in so pravzaprav tudi nekatera druge veje umetnosti, kot so film, kot je literatura, ilustracija in tako naprej, so tudi na mejah stripa in verjetno, da je marsikaj tudi iz tega, bom rekel, zunanjega polja noter za potegniti. Katja, mogoče sam še eno podvprašanje za začetek, kje pa mogoče vidiš največje probleme? Problem, izziv je to, da je danes izide 80 stripov na leto v Sloveniji, kar pred 10 leti ni bilo niti pol toliko. In je tudi zaradi tega potrebno zdaj vse skupaj. Ampak s to količino, kakšni so neki ključni problemi, ki so prišli na plano? A jih vidiš, da je to, kje bi bili te izzivi specifični, da količina mogoče lahko tudi prinese? Mogoče je trenutno največji izziv ta, da nimamo resnega pregleda nad področjem, da bi lahko predvideli, koliko časa bo trajalo urejanje nekega takega besedišča, ki je razvejano in se v različnih krogih uporabljajo različni izrazi. Trenutno stanje recimo pri nas
je tako, da za določena poimenovanja uporabljamo bodi si zelo dobesedno ali pa popačeno kakšne angleške ali pa francoske izraze, ali pa si sposojamo nekatere izraze in poimenovanja za postopke, strukture in tako naprej iz sorodnih umetnosti, kot si omenil, likovne umetnosti, filma, animacije, literature in tako naprej. Tako da, vidim nek izziv v tem, da bi znal biti proces dolgotrajen, zato ker se bomo morali res veliko pogovarjati in svoje odločitve argumentirati, ampak se mi zdi, da če imamo v mislih to, da delamo to za nekaj večjega dobrega, tudi zato, da se stripu in stripovski teoriji stroki pač da ta resnost, ki bo potem omogočila vstop v nekatere inštitucije, ki imajo mogoče več avtoritete na tem področju. Tako da ja, po mojem, da je to nekako največji izziv. Super, hvala. Gospoda Ahačiča bomo za na konec pustili, ker on nas bo prizemljiv, ker on je tisti, ki najbolj ve, kaj pravzaprav ne bi mi delali. Bom pa še najprej Cirila vprašal, kaj on misli, da bomo zdaj mi delali. Ti boš pokazal, po mojem, tudi na kakšne te vizualne načine, kar je čudovito in sveže. Tako da izvoli. Prav. Čisto en tak, to bi rekel moj mentor na doktoratu Jožef Muhovič, bi rekel to zdaj metodologija in flagranti, se pravi zasačena na delo. Tukaj je nekaj strani iz znamenite knjige Scotta McClouda, ki je pri nas v zelo dobrem prevodu Izraela Lunačka tudi pustila sledi, uporablja modele te terminologije, da pa ta znamenita razporeditev 6 tipov povezav med sličicami ni samo zelo domislena, ampak ima tudi probleme, ugotavljamo. To je bilo tisto predavanje, ki smo ga imeli enkrat pri Veroniki, kjer smo ugotovili, da semantično tale delitev ima nekaj težav. O tem ne bom zdaj razpravljal, dajmo pogledati samo ta prva dva tipa odnosov med sličicami, kot jih navaja Scott McCloud, in sicer sta to prehod med dvema trenutkoma na levi, pa prehod med dvema dejanjema. Nemudoma moramo tam pri tej desni opaziti, da izraz prehod med dvema dejanjema mogoče ni najbolj primeren. Da verjetno gre za glagol, udaril je bejzbol žogico z bejzbol tem kijem in da gre za začetek pa konec dejanja. Ampak dajmo zaenkrat to na stran. Tisto, kar vam zdaj imate tu v mislih, imate tip prehoda sličic med dvema trenutkoma na levi, na desni, med dvema dejanjama po Scottu McCloudu. Zdaj tukaj sem jaz narisal tega mojega kralja Ilija in tako osnovo, ker na levi strani tukaj se pripravi naskok, tu leti, to lahko opremim še z gibalnimi črtami, še z artefakti, kot so dim ali pa kak košček zemlje se je dvignil, pa dobim še bolj čutek. Tu je pa pristanek in boste videli, kje so težave. Scott McCloud bi rekel, ja, tu je nekaj med dvema trenutkoma pa med dvema dejanjima. Nerodno, ker je tu drug teoretik, ki mu je ime Neil Cohn, zdaj še vedno, mislim, da na eni od nizozemskih univerz aktiven, ki je zapisan neurolingvističnemu preučevanju stripa in dobro obvlada statistiko, pa čisto tako empirično neurologijo, konkretno elektroencefalogram pa sledenje očesa. On pa uporablja izraze, ki si jih svobodno sposoja pa prilagodi iz lingvistike in reče temu prvemu establisher, temu reče peak, temu reče pa release. In uporablja povsem drugo logiko. In tukaj boste opazili, da ne gre za to, da bi poskušal odkriti semantično lego ene ali pa druge sličice, ampak za funkcijo. Prva sličica vzpostavi neko dejanje, druga sličica je vrhunec,
tretja je release in se lahko seveda, če bi jaz tukaj zdaj drugače dorisal, funkcije teh treh konkretnih spremenijo in bi lahko ta tukaj na koncu desna postala pik. Ne? Ker če bi narisal zdaj še 3 sličice na desni strani, kjer recimo, da je skočil na nekoga, pa da ga zdaj to matra, ne? Moj cika, čisti samo malo vzeti, pa ne stvoj. Skratka, če bi vzel ven, če bi dodal še tukaj sličice, bi se izkazalo, da je lahko tudi funkcija tega drugega. Ne? Okay? To je klasična dramaturgija pravzaprav, ne? Ja, zdaj, ko rečeš klasična dramaturgija, tudi tu bi morala biti bolj precizna. Zdaj, ko misliš, tudi neka mikrodramaturgija, recimo. Ja, ampak je v bistvu vsak vic in tudi vsak film ne bi imel podobno. To osnovo. Pa tu mogoče pokažem še, ko boste rekli, pri stripu je neka neumna malenkost je poiskati prav za vsako malo reč izraze. Ne? Se pravi, da rečete, ni potrebno, nimamo tega problema, ne rabimo za vsak mali hudič izraz. To morda drži. Ampak pokazal vam zdaj eno reč, čisto preprosto. Prve sekvenčne artikulacije, ki jih jaz namenoma še ne poimenujem strip, so tako rekoč brez izjeme uporabljale takšno razporeditev sličic, to je razporeditev brez razmaka. Tudi, če si predstavljate, recimo, tukaj vam pokažem zdajle od Cruikshanka eno zgodbo, boste videli, da ne uporablja razmaka, da gre podoba od roba do roba. Zelo pomemben je izum razmaka. To je mehen patent, se zdi tak nepomemben, da je pač nekdo rekel, veš kaj, bom jaz dajal to, ali pa dajala v posamezne okvirčke, ki bo določen z nekim prostorom. Ta mehen razmak generira en razmak, dobesedno razmak, ki lahko omogoča prostor asociacije. In je branje stripa, če bi ga preverjali, enak strip, kjer bi imeli sličice, ki trčijo ena ob drugo, pa strip, ki ima razmake, veliko boljši. Teda, v resnici gre za to, da je smiselno imeti dobre izraze, da imamo pa težavo verjetno v tem, da je več načinov, kako razmišljati o stripu in da te različni pristopi ali pa načini pa pomenijo tudi različne terminologije. Lahko navedem še nekaj zagad, ampak mogoče je to bilo zaenkrat dovolj. Se pravi, nek pravzaprav eklektičen pristop, ne? Se mi zdi, da je treba, mislim, da neka beseda lahko verjetno gledamo iz različnih zornih kotov, ne? Iz nekega, mogoče da vsem še to povej teh 7 načinov poučevanja, proučevanja, ne? Kako, mislim, da si že zadnjič definiral, ki je bilo zelo, zelo zanimivo, ne? A mi daš zapirček, povem zdaj na pamet, imam jih tu napisane, ampak če mi daš zapir, zadnjič si v stresu si jih. Ja. Malo. Dam zapir, Italijančka, veliko. Ne, škaj preveč. To zdaj, tukaj citiram tekst, ki ga mi da z Katjo poznamo, to je Gregor Steirer iz leta 2011, stanje stripovskih študij, bi mi rekli. Ne? Razmeroma star tekst, ampak tako še vedno relevanten. Ne? On omeni več pristopov in reče, prvi zelo pogost pristop je faktografski, kjer se pisci orientirajo na dejstva, letnice, izide in tako naprej. Drugi pristop je pristop opisovanja avtorskih poetik, kjer imaš cele korpuse knjig, ki se ukvarjajo samo z enim ali pa z drugim avtorjem. Tretji pristop je medijski, kjer stripe poučujejo stališča medija in v ameriški tradiciji teorije govorijo predvsem o veliki razliki. Imaš cele ločene smeri teorije o comic strip, kjer govorijo o tem pasičnem stripu, ki je by the way tautologija, če si pozorno poslušal Kozma. Pasični strip. Aha, vidim, da to se lingvist ne smeji, to je vredo. Skratka, in drugo je pa comic book, zelo ločena industrija, ločena estetika, tudi ločena pravzaprav semantična struktura. Četrti je ideološki, kjer je zelo produktiven, kjer imaš recimo feministične teorije, kritike ideologije, kjer so tudi ideološke uporabe stripa. Peti, ki ga priporoča kot posebej zanimivega Steirer in pravi premalo ga je pa zelo produktiven, je stališča industrije. Dve funkciji sta tu te besede. Ena je to, da govori o tem, da gre za distribucijo, velike naklade, da seveda ima industrija svoje izraze, potrebe, da je pa tudi industrija v Ameriki pomeni več ljudi, ki sodelujejo na enem stripu. In ker več ljudi sodeluje pri enem stripu, morajo imeti usklajeno izrazoslovje.
Pri nas, ko smo po Sloveniji samotari, kot sicer velja za Evropo, pa vsi če mimo v svojih čumnatih, pa ne uporabljamo istih izrazov, ampak celo za svoje početje nimamo pogosto dobrih besed. 6. je pa, ki ga pa posebej priporoča in tukaj navaja tudi Thierryja Gronstina, tega belgijskega teoretika, je pa formalni. Pravi, tu je kruh, se pravi formalna analiza. Tu je pravi smeri so lingvistike, mi likovni teoretiki bi seveda rekli likovna formalna analiza, prav ta izraz je, recimo po Muhoviču likovna formalna analiza. In zdaj 7., ki ga moramo pa tu omeniti, ki ima elemente seveda tudi prejšnjih, je pa neurolingvističen, ki se ga gre pa zelo resno Neil Cohn za svojo ekipo, zaenkrat še vedno kot en otok raziskave stripa, ampak provocira ostale teoretike. Jaz mislim, da Italijanček je. Sigurno. Hvala. Meni se je zdelo to zanj zelo poučno pa zanimivo. Verjetno, ali se motim, Kozma, verjetno nam bo ta eklektičen iz različnih zornih kotov pristop verjetno pomagal pri razvozlavanju nekih dilem, na katere bomo mogoče naleteli. Ja, zagotovo lahko že tudi potolažim, kaj mi je rekla danes zjutraj, ko so o tem debatirali sodelavka, ki je naredila doslej največ terminoloških slovarjev. Ni samo stripovsko polje zelo raznovrstno, v resnici je vsako polje se potem izkaže za zelo raznovrstno. Jaz bi mogoče vseeno nekaj čisto osnovnih stvari skušal pojasniti z jezikoslovnega vidika, kar se mi zdi, te osnove zelo pomembne za razumevanje tega, kaj sploh početi s terminologijo določene dejavnosti, določene stroke. Hkrati pa bi povedal še to, kar se verjetno vam vsem zdi samoumevno. Jaz nisem tako iz tega stripovskega okolja in se mi zato zdi zelo pomembno sam odnos do branja se z digitalnimi tehnologijami, kot lahko opažamo pri mlajših generacijah, bistveno spreminja. V zadnjih letih smo imeli na to temo tudi kar nekaj raziskav, recimo ena zelo dobra, precej poljudna knjiga je izšla, ki jo je napisala Alenka Kepic-Mohar. No in skupno tem raziskavam je, da opozarjajo, da se način branja in zlasti način koncentracije spreminja. Zato bodo verjetno v prihodnosti ti stripi vedno bolj nek umestni prehodni člen med tistim nezbranim digitalnim branjem, ki ga bodo, upam sicer, da čim manj, ampak mladi osvajali že od mlajših let in ki ne prenese dolgotrajne koncentracije, pa potem k knjigam, ki pa zahtevajo močnejšo koncentracijo. Saj je v resnici potem na dolgi rok tudi strip, ker ugotoviš, da ga ni tako enostavno brati, ampak ta začetek je enostavnejši. No, zato seveda jezikoslovci tudi z vidika večanja pismenosti zelo podpiramo vsako dejavnost na tem področju. Kar se tiče terminologije, je pa zelo pomembno zavedanje najprej o razliki med splošnim slovenskim jezikom. To je jezik, ki ga opisuje na primer Slovar slovenskega knjižnega jezika, SSKJ, torej splošni knjižni jezik, ki ga razumemo vsi in ki vsebuje najpogostejše besede, v katerih se med sabo
pogovarjamo, o katerih pišemo in tako naprej. To je merilo za vpis določene besede, pogostost te besede, vsaka beseda pa ima lahko tudi več pomenov. V terminologiji, v trenutku, ko začnemo govoriti o terminologiji določene stroke, pa je bistveno drugače. Terminologija določene stroke je popolnoma drugo polje, kot je na primer SSKJ, splošni jezik. To je jezik, ki se uveljavi v določeni stroki in ki ga določena stroka tudi skozi čas vzpostavlja. Osnova vsakega termina je neka miselna enota, zato jezikoslovci terminologi pravijo, da se terminologije strokovne ne prevaja, ampak se samo v drugem jeziku poimenuje isti miselni koncept. No, in ta termin naj bi imel v idealnem svetu en pomen, če jih ima več, pa morajo biti pomeni strogo ločeni na določene teoretične šole. No, in ko naletimo mi na dilemo, kako poimenovati določeno besedo v slovenščini, se z jezikoslovnega vidika najprej vprašamo, katera beseda je morda že ustaljena. Skratka, ustaljenost je tisti bistveni kriterij terminov, tudi če so manj posrečeni, se praviloma ne spreminja. Drug kriterij za izbor terminologije je gospodarnost. Skratka, mnogo bolje je neko miselno enoto poimenovati z eno besedo, kot pa za 4 ali 20. Recimo v gledališkem slovarju se niso odločili za termin epizodna igralka, ampak epizodistka. Tudi recimo risoroman je bolj gospodaren termin kot grafični roman, ne? Ker imamo grafični roman 2 besedi, risoroman 1 beseda. To je drugi kriterij. Potem imamo tu jezikovno sistemsko ustreznost, to pomeni, da mora vsaka beseda ustrezati osnovnim besedotvornim pravilom slovenskega jezika. No in zadnji kriterij, ki pride šele na koncu, kar vas bo verjetno presenetilo, je kriterij tuje domače. Skratka, če je neka tujka že uveljavljena, če je gospodarna, če je jezikovno sistemsko ustrezno v slovenščino sprejeta, potem se je načeloma v terminologiji ne spreminja. Recimo na tak način se je v urbanističnem slovarju obdržala beseda penthouse, za tisto, vemo kaj. No in kaj se zgodi na inštitutu, ko neka skupina predstavnikov določene stroke pride k nam? Vsaj ena polovica jih že po prvem sestanku obupa in opusti misel na terminološki slovar. To je dejstvo, ne? In zato tudi vedno, ko sam in kolegom in kolegicam rečem, spet bomo lahko delali nov terminološki slovar, se vsi te, ki so iz terminološke sekcije, malce cinično nasmeje in reče, počakaj. Sam proces
traja cirka 2 do 3 leta. Tu imam nekaj takih slovarjev zadnjih let, recimo klasični, precej tanki slovarji povprečne stroke, recimo davčni terminološki slovar, pa terminološki slovar betonskih konstrukcij, pa kamnarski terminološki slovar. So pa tudi slovarji, ki vzamejo dlje, recimo zelo debel pravni terminološki slovar. Za povprečen terminološki slovar se najprej zbere nekaj več kot 100 besedil. Na najbolj tipičnih lahko so to članki, strokovni prispevki, knjige, znanstvene razprave in tako naprej. Lahko je teh besedil tudi 200, 400, pač kot je razpoložljivo in se naredi najprej seznam vseh potencialnih terminov. Nato pa ta skupina začne obdelovati te termine na tak način, da jih vodi terminolog, vendar samo vodi. Razlage pišejo strokovnjaki in če pride do kakega neujemanja, se to potem v skupini tudi razjasnjuje. Na koncu pride ven običajno manj terminov v slovarju, kakor se jih sprva detektira, recimo pri tem kamnarskem terminološkem slovarju smo detektirali cirka 1800 terminov, 1400 jih je pa potem v takem slovarju tudi dejansko opisanih. Večinoma se tudi izkaže, da je sporne terminologije v resnici malo, da gre za 5 do 10 besed, o katerih se je treba uskladiti in da celo pri tistih besedah, ki se na videz zdijo sporne, številke dajo že dovolj podatkov, da je samo ugibanje, kaj je bolje in kaj je slabše odveč. Nam jezikoslovcem je namreč večinoma čisto vseeno, kako stroka poimenuje neko stvar, želimo samo, da je metodološko to ustrezno narejeno po vseh teh nivojih, ki sem jih naredil. No in potem se to objavi v obliki slovarja, objavi se tudi na portalu Fran in vsak tak terminološki slovar ima dvojni učinek. Najprej zelo poenoti stroko, zato ker so ljudje, ki se včasih ne pogovarjajo dovolj, prisiljeni delati skupaj in to vsaj enkrat, dvakrat na mesec. Hkrati pa si vsi ljudje želimo imeti besede, zato smo vedno znova presenečeni, koliko ljudi gre res gledati pomene v takšne terminološke slovarčke in s tem se seveda jezik stroke sčasoma poenoti. Ne pomeni pa to, da se bo tudi v javnosti, to je pa tisto, o čemer sem na začetku govoril, da se bo tudi v splošnem jeziku zelo na hitro vse uredilo in da ne bo do določenih zmed v določenih obdobjih še naprej. Ampak močnejša, ko je stroka, bolj sledi tudi javnost. Najlepša hvala. Mislim, da smo dobili zdaj zelo veliko odgovorov. Prvi je že to, da termina strip ne bomo spreminjali. Prišel je sredi 30 let prejšnjega stoletja v Jugoslavijo in v Slovenijo, pomeni trak. Mislim, že v osnovi stripovska terminologija povsod po svetu
je predmet spora na nek način, na neki akademski ravni, pa tudi javno, ker Italijani rečejo stripom fumeti, to so oblački dima. Če bi mi rekli, ti si zadnjič prebral oblački dima kakšne, kaj zdaj to, ne? Skratka, vsaka država ima svoje izrazoslovje, tudi poimenovanje za to, kar čemur mi rečemo strip, pa nikjer ni to zelo posrečena beseda. Ampak strip je uveljavljen, ne bomo zdaj rekli, naj bo to zdaj risanica recimo, ne? Bomo kar pustili strip, ne? Če prav razumem. Ja, zlasti se je pa treba zavedati, da tisti, ki pišejo slovar, ne ustvarjajo besed, ne ustvarjajo pomena besed, ampak iščejo že obstoječe rešitve in jih opisujejo. Vedno znova smo presenečeni, ko se poglobimo v določeno stroko, ampak določen nabor besedja vedno že obstaja. Malo je primerov, ko se mora iskati dejansko povsem nove izraze. Lepo prosim. Jaz moram reči, pri nas so študentje to začeli delati tako, da so začeli brati strokovno literaturo, se pravi, so temu sledili, ne, približno. Potem pa moram reči, da smo se ukvarjali tudi z govornim jezikom. To se pravi z jezikom, ki obstaja že med uporabniki, ko so recimo intervjuvali striparje, so si zapisovali, tudi daj smo si pogledali tiste obstoječe posnetke, ki so že na spletu in tako naprej, ne. Kdaj pa to, oziroma ali sploh, ker mi bomo tudi tistega nabrali nekaj, ne vem, recimo Ciril je prej rekel gibalna linija, ne, jaz vem, da imam zapisano švunk linija, ker mi je ena izmed študentk recimo rekla, ne. Kdaj pa lahko te izraze, oziroma je to ločeno, ali lahko pridejo v en tak strokoven terminološki, ker nedvomno recimo tukaj v naši srednji, vsaj kolikor jaz kot laik zunanji vidim, absolutno obstaja to. Ja, recimo, jaz sem to vprašanje predvideval in sem si izpisal primer iz terminološkega slovarja avtomatike. V avtomatiki je več desetletju so vzporedno, to so roboti, ne, so vzporedno živeli, so vzporedno živeli izrazi prenosna funkcija, prevajalna funkcija in sistemska funkcija. To so bile sopomenke. Kako se to opiše v slovarju? V terminološkem slovarju avtomatike so najprej v geslovniku zabeležili vse te iztočnice, nato so šli pogledati besedila in so videli, da se v 80% besedil pojavlja sistemska funkcija. In ko so imeli ta podatek, je postal termin sistemska funkcija izraz, ki se ga je razložilo, prenosna in prevajalna funkcija pa sta prav tako vključeni v slovar, vendar imata zraven kazalko na sistemsko funkcijo. Zdaj še povratna informacija vseh, ki se ukvarjajo z robotiko, avtomatiko, je ta, da je po objavi slovarja pa še narasla raba besede sistemska funkcija. Mogoče še, kaj se pa zgodi s temi izgubljenimi termini, ki jih je mogoče, termini, ki jih je recimo 20%, 30% mogoče, ne? Kaj se zgodi s temi besedami, ki so odvečne, kako se jih definira? Kaj paše med vse te odvečne, kakšne vrste izrazov so to? Vedno skušamo, da bi se terminologijo, ko se dela slovar, poenotilo, tako da kakih zelo
ekstravagantnih izrazov se enostavno ne upošteva in ne razlaga, če je že s kakim drugim določena miselna enota poimenovana. Skratka, tu se moramo zavedati, da osnova terminologije ni besedni izraz, ampak miselna enota, ki jo moramo poimenovati. Zdaj bom pa, Katja, mogoče tebe, vem, da si raziskovalka nemih stripov, in v bistvu se zgodi, recimo zadnji smo se s Cirilom smo se pogovarjali, smo se dobili, pa je nekdo celo rekel, pa sej, a so to sploh stripi? Ne? Ker je v bistvu marsikdo tega ne jemlje kot strip, ker bi lahko rekel, to je slikanica. Ne? Moje vprašanje pa je, pravzaprav živimo v dobi, kjer se vsa literatura, ne samo stripovska, kjer vzpostavlja vedno več hibridov, kjer se pojavlja vedno več hibridov in tudi te hibridne forme se tudi uporabijo, tudi znotraj vsebine lahko. Hočem reči, da vsebina izkorišča formo za bolj kakovostno pripoved tega, kar želi povedati. In zdaj tudi pri stripu imamo mnogo enih form. Strip ni tako enoznačna zadeva, imamo slikanice, imamo stvari brez oblačkov, pa nekdo bo rekel, če ni oblačkov, ni strip. Nekdo bo rekel, če je spodaj, ne, včasih so bile to slikanice, ne, skratka, ali pa nemi strip, ja, to je legitimen izraz, ampak mogoče, a si kdaj razmišljala o tem, ali je to vse lahko strip, ali so tudi slikanice, kako misliš, da se bomo tega lotevali? Ja, v bistvu s tem odpiraš eno vprašanje definicije stripa, ne, ki je zelo težko ena in enotna, oziroma se moramo okrog tega še dogovoriti. Ampak po mojem smo midva oba brala članek, ki je ravno razpredal o tem, da mogoče v teh začetnih fazah ni toliko pomembno, da imamo najprej definicijo. Aron Meskin, ja. Ni to pomembno, da imamo najprej definicijo in da na podlagi tega potem vključujemo in izključujemo dela, ampak mogoče najprej pogledamo tudi te obmejne in bolj središčne, hibridne, kakorkoli. Stripe, pač, ki imajo res ogromno oblik in ja. To je tudi lepota, ne, pravzaprav te panoge, ki nas zanima, ne, da ima vse možne oblike, da privzema, ne. In ja, po moje bo izziv tudi na tej ravni, kako definirati vseh teh 20 različnih vrst. Ali bomo sam rekli, to je strip, pa zdaj čim manj komplicirati. Ali bomo zagrizali na polno, pa rekli, ok, to je pameten uporabljati, to pa mogoče zdaj ni čist relevantno. Zdaj, jaz bi rad, mislim, res javnost nagovoril z tem, da si moramo priznati najprej, da imamo problem. In ko rečem problem, mislim prav na vse nas. Da, ker je strip del kurikuluma, pomeni seveda tudi starši morajo imeti en odnos do tega, ali pa ga bi mogli hočeš nočeš, ko pride ocena domov, ker ti se stvari povezane z stripom v kurikulumu tudi ocenjujejo. Vsi mladi ljudje, ki se imajo za avtorje ali pa avtorice stripa, bodo lahko tudi kandidirani, lahko kandidirajo za podporo državno, ki jih napravi potem v samozaposlene v kulturi, vsaj za status ali pa celo podporo. Ja, hudika je treba potem pa vedeti, ali si zdaj ilustrator ali avtor stripa. Če že imamo kategorije, se treba tu odločati. Spomnim se enkrat na eni razpravi za dediščino, ko me je sodnica vprašala, kaj ste pa vi po poklicu, sem rekel, risar stripov. Pravi, pa kaj pa brat, pravi strojnik. A je rekel, sem mislil, da ima tudi brat en pravlični poklic. Šlo je za sodišče in jaz pa nisem rekel, kar bi moral. Veste, v tej pravljici stripov je seveda veliko zmajev, ne, raznih, ne, prekarnih in tako naprej. Lejte, problem imamo zaradi tega, ker ga imam jaz, mi ga imamo doma. Jaz pišem doktorat, ukvarjam se z sekvenčnimi formami, pa nimam ustreznih besed. Problem imamo, ko rečem množina, ne samo v Sloveniji, ampak zaradi tega, ker niso prevodi med francoščino, angleščino povsem enostavni. Se izkaže, da mogoče najdeš nek dober izraz, ampak da pojem, ki ga ta novi izraz označuje, ni čisto isti v teoriji. Zato
to je nekaj, kar tukaj počnemo, je potrebno. Tudi mislim, da popularnost stripa kliče k temu, da uredimo področje. Da sta pa tukaj dve veliki tematike, ena je tematika izrazoslovja, druga pa tematika definicije, je mogoče tretja tista, kateri mi dopozivamo, seveda, dajmo analizirati stripe, dajmo jih brati, dajmo se v njih pogovarjati, morda Kozmi samo ta res od starih, od Grkov klic, veš tisto, ta Faedrus pa Sokrat ima ta nek dialog, pa potem reče Sokrat, veš, slika in pisana beseda si delita eno čudno reč, da slika, ko je naslikana, ostane in če jo kaj vprašaš, ne odgovori nazaj, pravi in s pisano besedo je isto, ali nič ne odgovarja nazaj, ne da se z njo pogovarjati, to je bil zagovor te žive besede. Zato del tega našega korpusa bo živa beseda tudi teh gostilniških, če hočete, pogovorov o stripu in del besedišča bo tudi tukaj nastajal, ker smo mogoče mi zdaj v fazi slovenske striparke in striparji prehoda, ko neke stvari na novo artikuliramo, svoje poklice, svoje prakse in prehajamo tudi morda iz te faze individualizma. Tak primer novih praks so gotovo te tandemi, Smiljanić, Pušavec in podobno, kjer je jasno, da se mora ta scenarist pa stripar pogovarjati tudi in oblikovati izraze. Teda problem imamo in slovar je gotovo del rešitve tega. Zdi se mi pa ta trezen poziv k temu, da gremo počasi, to mi je bilo super, ta 3 leta. Zdaj, jaz pa mogoče samo še tu javno omenim, da jaz pa sem res v neki takem prav hudikavem precepu, ker me preganjajo, da naj na doktoratu napravim dispozicijo, moram jo dopolniti. Na univerzi sem rekli, da metodologijo bolj jasno napravi, imam določene težave s tem, ravno na tem nivoju terminološkem. Ampak to je, so težave, istočasno je pa to prilika. Ja. Zaradi tega, ker doktorati so pravzaprav v svetu akademije tista dela, ki vržejo kost strokovni javnosti. Pri nas na oddelku imamo tudi, pa če sem anglistka, imamo tudi kolege, ki so se z naratologijo ukvarjali in tako naprej in so sami morali ravno tako neko ledino orati in so postavili tudi neke nove izraze, ki so se eni prijeli, pa če eni pa ne. In to je doktorat. Tako da, Ciril, neč se zmišljavati, kar piši, potem bodo pa tudi ljudje, ki te mentorirajo in ki teh izrazov tudi ne poznajo, ker zelo verjetno tudi niso vsi, zelo doma na tem področju, bodo svetovali, pa tudi sprejeli. Tako da. Bi pa mogoče na to še opozoril. Besede, ki živijo samo v govoru, niso termini, ampak so žargon. To je druga raven besedja in žargon se lahko ohranja tudi vzporedno s terminologijo. Za terminologijo je ključna zapisanost. To je pa doktorata, ne? Seveda, vsaka stroka se vzpostavlja z besedili. Tako da imaš zdaj spodbudo pa svarilo. Super. Mogoče samo publiki, lahko sem to še pojavim glede te problema, te definicije, ker nas precej žuli vsake toliko časa projekt definicije kot nekaj nemogočega, se včasih zdi, ampak na žuli. Nekaj vam lahko povem, da izraz strip ena šola teoretikov, teoretičark uporablja zelo široko in to govorim tako diahrono, se pravi, grejo zelo precej nazaj in v angleškem govornem področju je to lažje. Tukaj vam bo pokazano super debelo knjigo, počakajte. To sem zdaj 3 dni sušil na sušilcu, na stojalu za sušenje perila, spodaj je bil pa razvlaževalnik zraka, ker je smrdela po plesni. Ampak to je ta znamenljivi kuncelj, stal me je nekih dobrih 150 €, pazi, in redka knjiga, ampak vidite ta The Early comic strip, on gre freh comic strip in gre nazaj to v Rusijo, v Nemčijo, še pred protestantizmom in imaš prav te neke stvari, ki funkcionirajo kot stripovški oblački in tak naprej. Bogata reč, ampak gotovo, ko tole zelo čudovito reč, ki še vedno malo smrdi, listaš, ugotavljaš, da gre za razvoj, da pa to seveda nima nujno velikih sorodnosti s tem, kar počnejo recimo avtorji superherojskih stripov ali pa jaz, kadar delam izobraževalni strip, da je šlo zares vsaj za precejšen razvoj. Da minimalna stvar, ki mi dva s Katjo priporočamo, je to, da uporabljamo vsaj pridevnike. Se pravi, to, če je že to komik strip in še enkrat v angleščini je to lažje, ker komik pomeni smešno, strip pomeni pa trak in to neke vrste so smešni trakovi, saj v večini. V slovenškem prevodu bo pa to zgubilo, pa strip funkcionira bolj nekaj, kar je zaznamovala kultura recimo v 50-ih, 60-ih letih 20. stoletja, ampak če že uporabljate, dajmo pridevnike uporabljati. Zdaj, pišeš teorijo, mogoče ne kričati, vse je strip, vse je super, ne, uporabi pridevnik.
pa ga poskušal vsaj časovno ali pa stilistično ali pa kaj podobnega določiti. V besedni zvezi comic strip ni nujno zraven humor. Je že zaradi besedne zveze majčken pomen. Ja, spremenjen, drži. Se pa vse to ob izdelavi nekega terminološkega slovarja zelo izkristalizira, lahko kar povem na primeru terminološkega slovarja prava, tu imamo besedo pravo v kombinaciji z drugimi besedami skoraj 100-krat. Skratka, to ni nekaj, kar bi bilo nenavadnega, a ne, pa je pravo zelo eksaktna veda. Ja, mogoče sicer ja, imamo termine in imamo žargon, ampak jaz mislim, da bojo tudi, če bomo pozvali tudi same striparje, ki si prej povedal, da ste zelo, bom rekel, izolirani in individualizirani v svojem delu, ne, razen občasno, ne, če bomo pozvali še striparje, da nam povejo, kaj oni uporabljajo, mogoče pa to nekaj, kar pravzaprav več ljudi na podoben način poimenuje že, ne, pa mogoče bo nekaj lahko zaživelo še širše. Ne. Skratka, priložnost za komunikacijo si jaz predstavljam ta proces. Se mora dati pa to potem metodološko urejeno, skratka enoten vprašalnik z opisi, kamor se dopiše poimenovanje. Super. No, nekaj takega smo vsak začetek, ne, pač v okviru študentskega, to ni Akademija znanosti in umetnosti, ampak smo recimo začeli tako, da že tukaj en tak mil poziv vsem tistim, ki boste dobili vprašalnik od študentov, lepo prosim, izpolnite ga. Bomo vse vaše predloge zapisali. Katja kima. Ciril bi tudi moral, kar je tudi v ekipi. Ja, bom pisal, ja, bom. Ne, mogoče, če mi lahko Aleš samo mečken da še sliko, bi sem na hitro pokazal še to, kar kuhava z Sandro Jenko. Aha, to je tudi nek slovarček, ne? Ja, zdaj, mi smo pa tu, a veš, na nek način precej napravili, kajti na Slovenskem gledališkem inštitutu smo izdali 3 stripe Kralja Ibija, Romeo in Julijo, pa Antigono. Ne? In je risal Poljak, Slovak pa jaz. Vse te stripe smo potem tudi izdali v vseh 3 jezikih, to je zdaj 9 stripov. In so potem učitelji, ker so stripi namenjeni za branje v srednjih šolah, kjer se učitelji in učiteljice pogovarjajo z učenci in učenkami o teh stripih in so rekli, poslušajte, rabimo nekaj besed, ne? Mi bomo se pogovarjali pa o stripovski uprizoritvi in potem je pravi učiteljica slovenščine Mojca Ozvald iz Bežigradske gimnazije, to bo pojmovni aparat za analizo stripov. Jaz sem prejšnji teden klical direktor, sem rekel, dajmo napisati vsaj gradivo za pojmovni aparat, ker je res nekaj zadreg. No, jaz sem to malo še pol bral, moram še malo urediti tudi stvari. Tako da smo videli zelo previdna. Zdaj, ne bi želela, da bi to bilo objavljeno na neki internetni strani in začelo že kar neposredno vplivati. Imam nekaj zadržkov, no. Da tu vidim, da zdaj me Kozma pa Veronika prav, da daj pejt, ker napiš. Ne, doktorat sva te opozarjala, to je drugo, ne? Ja, v redu. To verjetno je odlično, ker ti del. To je nekaj malega, si z nami na projektu delil. Meni se zdi tisto odlično, kot neka, recimo, pedagoško orodje za učitelje, je odlično. Je pa res edini pomislek, ki ga imam, da je to delo enega striparja. To se pravi, je tudi izrazoslovje enega striparja. A ne? In kolikor pa jaz čutim, mislim, verjetno v nekih osnovnih se vsi strinjate, a ne? Pri kakšnih zadevah imaš pa ti mogoče že neke svoje predloge, ki pa še v širši strokovni javnosti mogoče še niso bile čisto požegnane, a ne? Ja, recimo gibalne črte, ti si rekla gibalne linije, pa to je recimo, jaz take imam recimo malo take luštne. Ne, pa mene ne moreš šteti za strokovno javnost tukaj striparsko, a ne? Zmer bolj, v glavnem, poslušaj, jaz vam recimo to navijam, zdaj pri oblačku, a ne, imaš rob oblačka, a ne, pa imaš vsebino, ki ni vedno besedilna vsebina, imaš tudi nebesedilne vsebine oblačka, potem imaš to, kar rečem, odmik ali pa prazni prostor, pri oblačku blazno pomembna zadeva, ko ga urejaš, pol imaš vir, to je izhodišče, od koder gre, in je zelo pomembno, da tale jeziček kaže vir. Jeziček? Ja, in pol se tu pa zdaj imamo tako, recimo, jaz bom navil za jeziček, v resnici je pa repek precej bolj uveljavljen. Zdaj mi pa poveš, kako pa je takrat, ko so krogci, ko si oseba samo misli. Recimo to mene zdaj že
en mesec. Ja. Ne, Ej, tisti to si krog- misliš že en krog mesec. se- Ja, zdaj, to je zelo enostavno, Veronika, zato ker zdaj to je Ker ni miselni repek. oblaček in tu rečeš, to je rob oblačka, pri teh ta malih oznakah si pa samo misliš. Ne, Nič repek, poveš. A repek veš? bi rada zvedla, repek, ker Ja, ni veš kaj, več to bi repek, rekel, ja, ampak so... to bi bil Vidite, kako me hočejo pol okrog, ne, speljati. usmerjevalec, ja. Repek pa usmerjevalec. No. Sistemska funkcija. Jaz sem za sistemsko funkcijo, a je tako, Kozma. Ne, imamo težave. Ne? Zdaj, Ja, veste, jaz sem ja. zainteresirana javnost, oni so striparji, jaz sem pa zainteresirana javnost, a ne? Ne, imaš popolnoma prav. Recimo, ker tu nekaj, ta razporeditev, čisto ena taka recimo likovna preciznost teh repkov ali pa jezičkov miselnih oblačkov, ne, da ti recimo, ko tvoriš to, najbolj učinkovito je, če je lahko v zavoju napravljeno, to ni problem. Ampak ko postavljamo na to te recimo podoblačke, ali kaj bi temu rekel, morajo slediti. Ne? Tak bo bolj učinkovit kot miselni oblaček, kjer bom recimo neekonomično razporedil tole. Oziroma bo generiral zelo druge likovne učinke. Ne? Ta je miselni oblaček za raztresene misli, ta za strukturirane. Ne? Ampak vse v resnici, zdaj, gre za pri gramatiki teh stripov, ki gre res za pravila. In do neke mere so prepuščena morda bolj kot v literaturi avtorskim poetikam. In da ko enkrat spostaviš, recimo tak znamenit primer bi bil primer Alan Forda, ki ima to generativno matrico napravljeno tako rekoč brez izjeme v dveh vrsticah, ena sličica po dve vrstici, parni ritem, ne, ki generira 1, 2, 3, 4, obrneš, 1, 2, 3, 4, udarec, kontraudarec, udarec, kontraudarec. Zelo malo je tega, kar funkcionira kot tretji mehki zaključek. Ne. Če bi Alan Forda premontiral, bi samo na nivoju generativne matrice drugače deloval. Primer, ne. Tu bi Bob Rock bežal, tu bi dobil udarec, tu bi Bob Rock udaril nazaj. Že to bi delovalo nekako bolj spravljivo, ker so te neparni ritmi, lihi ritmi malo bolj umirjeno delujejo. Ne? Če bi ljudje brali, bi videli, da bi vam premontiran Alan Ford deloval drugače. Pa je to stvar pripovedne tehnike ali terminologije? To je stvar pripovedne tehnike, samo vedno bo tesno povezano. Zdaj, ena stvar, ki pa je, ker smo pa zdaj pri terminologiji, past tense, ne, preteklik, je v Alan Fordu vedno označen z oblački z zaobljenimi robovi. V okvirčkih, ne? Okvirčki sliči z zaobljenimi robovi in v tem primeru bomo govorili o tem, ne o vsebini, ampak o tem zunanji obliki stripovske sličice, notranja, tam se bom pogovarjal o različnih tipih kadrov, o rakurzih in podobno, o vsebini tudi sicer, ampak tukaj recimo pri avtorski poetiki, pri Alan Fordu je preteklik z zaobljenimi robovi, pri Mausu Arta Spiegelmana sofisticirana uporaba tipografije. Tam je recimo mejna tiskana črka v Artu Spiegelmanu uporabljena izključno takrat, če se ne motim, ne, ko smo v sedanjiku, ko je oče Arta Spiegelmana že v letih, že v Ameriki in ko mu pripoveduje zgodbo. Pa se pa menja tipografija in imate velike tiskane črke v tem, ko pripoveduje o tem, kar se je zgodilo, pa imaš pa še tudi neke vrste predpetekli, ker včasih se pomakne tudi še nazaj. Ja, to so preskoki. Tudi Primož Krašna v stripu Domov ima isti postopek. Drugače pa ja, verjetno bomo tudi morali v kakšne druge umetnosti, flashback je to, kar smo zdaj, kar si povedal. Mogoče imamo slovenski izraz, jaz niti ne vem, zdaj na prvo žogo, ali flash včasih eni ljudje rečejo, to je flashback misel. Ampak ne vem, lahko da obstaja, verjetno bomo morali to raziskati. Vprosti, prekinil sem te. Ja, ne, mogoče sem to sem rekel, da tu recimo, če v stripu ti vzpostaviš takšen odnos do preteklika, da je en tip stripovske sličice v funkciji pripovedovanja preteklika, se bralec hitro navadi in tudi podzavestno potem zelo lepo dela. Jaz sem zdaj en strip, ki delam, pa je so ti spomini, ne, ti res flashbacki bi bil najbolj primeren izraz, v takih sivinah. Narisano, potem pa sem v sivino napravil. Tudi super deluje. Zelo hitro razumeš, da gre za pogled nazaj. Ampak je to prepuščeno avtorski poetiki in da je to v tem smislu težko primerjati za literaturo, kjer imaš pač neka pravila, kako otvoriti preteklik. Ne? In ne bo označen vedno drugače. Ne? Kozma. Hvala. Tamle v ta najtanjšem 1500 izrazov, v ta najtanjši knjigi,
koliko misliš, da jih bomo mi skupaj spravili? Jaz Za mislim- kakšen slovarček bo šlo to na koncu Jaz fizični mislim, da obliki? isto, ker smo jih danes slišali vsaj že ne 800. Ja, v povprečju neka stroka manj kot tisoč terminov nima. Ne? Okay. Super, mislim, da bomo potrebovali kar veliko mero konstruktivnosti, če se mi razbral iz vsega tega. Mogoče bi še pozval obiskovalke, obiskovalce, če ima kdo kakšno vprašanje, podvprašanje za kakšno dodatno razjasnitev. Ja, jaz bi vprašal čisto pragmatično, ali bodo tega slovniki več jezični? Zdaj, ker to je dosti koristna zadeva, ne? Vedno so. Kaj večjezični? Ne. Nisem... Če bo v več jezikih, če bo slovar, ja, če ne bo samo slovensko-slovenski, ne? A to se pol prevaja še v... Ne razumem. Vedno se išče ustreznice v enem ali zaželeno je več jezikov. Ja, gre za to, da če imaš ti slovenski termin, da imaš zraven napisano angleško, nemško, francosko, italijansko varianto, ne? Pač to je, se mi zdi, da zlasti za prevajalce dosti nujno, ker mi že razumemo, kaj izvirniku kakšna stvar pomeni, ne? Ampak kako pa to pol poiskati, pa lovimo pač na vse koncem kraja. Na tak način je celo lažje delati slovar, zato ker terminološki slovarji vzporedni že obstajajo in je potem lažje tudi zdefinirati določene besede. Druga stvar pa je, mislim, čisto vsebinska, prejle sem pač Ciril si kazal tisti goslovnik oziroma gradivo za pojmovnik ali kaj že. Prva stran pa sem čisto na hitrco opazil, da tam pisal azijski slog in potem pač pošiljnica manga. Ne, In bi se pač to je šlo ven. takšnih zelo širokih pojmov izogibal, ne. Sem toliko. Ne, to sem hotel pač upozoriti, da obstajajo, veš, če jemneš strip, ne, kot jezik in Neil Cohn ga razume prav v ozkem pomenu lingvistično kot jezik, ne, ima gramatiko, tvori pomen, ima modalitete. On govori o tem, da v bistvu tudi to hipotezo njegovo potrjuje to, da pač imajo različni kontinenti različne ali pa različice jezika. Ne, da so gramatike mogoče malo drugačne, celo nedvomno pa ta stripovska, vizualna pa likovna besedišča. To smo hoteli samo pozoriti, da recimo, ko vzameš strip v roke, že smer branja je pomembna, pa slogi so. To veš, kaj pomeni, tako duhovito ilustracijo imam, kjer je ta kralj bije narisan v 3 različnih slogih. V tem franko-belgijskem, v ameriškem superherojskem, pa en tak manga imam. In sem prečer sem torej z znanko, ki govori japonsko, sva prevela, pa je rekel, da je v redu napisano. Da piše neki tum, šteng, planf, neki tako, neki hasa, žmak. Sem rekel, pa kakvi zvoki so? Rekel, ja, tako, da neki poč, pa da neki čmoka. Pa sem rekel, to je pa v redu, za kralja je bija. Tako da, ja, imamo. Mogoče to pa mene zdaj začelo zanimati. Te tuji terminološki slovarji iz tega enakega področja, a kje pa bomo pa to našli? V knjižnicah. Tako, okej. Dobro. Recimo na oddelku za anglistiko. Okej. Imamo, ne, recimo. Okej. Dobro. Super. Če bi še kdo kaj dodal, jaz sem zelo veliko zvedel, če bi še kdo kaj dodal ali pa vprašal, zdaj je še trenutek. Prosim. Hvala lepa. Kozma, tebe bi vprašala, ko ste se prej pogovarjali o tem, veš, da iz različnih delov, iz različnih podpodročij, pač prihajajo pojmi, recimo od avtorjev ali pa avtorcev, ne vem, risarjev, pa risark in tak, od scenaristov in to, ki jih je pa scenarist, ki jih je treba posebej poimenovati, in nekateri tudi od založnikov in založnic, ki so spet specifični. Na kak način se pol to pri vas poveže? Veš, ker si predstavljam, da to niso posamezna poglavja, kjer bi bili termini pol zbrani, kao to so založniški termini, to so, ne vem, ti termini, oni termini, ampak se to na nek način morajo verjetno spojiti, pa pol nekatere je verjetno ene besede od enih pridejo pa ene od drugih, a so pol to posebej označene, noter tudi, veš. Ja, ravno zato je bistveno, da vsak slovar določene stroke, da delo na tem slovarju metodološko samo vodi nek terminolog.
In metodologije za vse take izzive so zelo natančno določene, ve se, kako se ravna, ja, če gre za določena ločena področja, se to lahko tudi označuje s kvalifikatorji, tako da ja. Hvala lepa. Taki izzivi so v bistvu v vsaki stroki, recimo celo v jezikoslovju jih imamo, ne? V strukturalnem jezikoslovju bo en izraz pomenil nekaj drugega kot recimo v formalnem jezikoslovju. Potem bi se pa jaz zahvalil udeleženkama in udeležencema in organizatorjem in vsem vam, ki ste prišli poslušati in še tisti, ki nas boste slišali pozneje na posnetkih. Jaz mislim, da je to en super projekt, kot rečeno, pri katerem bomo potrebovali veliko konstruktivnosti, ampak ja, imamo pa tudi nekaj časa, ne mudi se nam in če bomo počasi pa zandahtjo, bomo pa šli tudi do cilja. Tako da, hvala lepa in lep večer želim vsem skupaj. Hvala.